Pozdravljeni, moje ime je Matjaž. Ker bi vam radi olajšali prve korake pri uporabi davčne blagajne, vam bomo prikazali namestitev administracijskega portala in blagajniškega programa, ki sta sestavna elementa blagajniške storitve SiBlagajna. Uvodoma bi rad povedal nekaj besed o tem, zakaj to potrebujete in komu je storitev namenjena. Na podlagi predlaganega zakona o potrjevanju računov se bodo morale vse blagajne preko spleta povezati z informacijskim sistemom Finančne uprave Republike Slovenije, kjer se na račun doda posebno unikatno identifikacijsko številko računa. In SiMobilova storitev SiBlagajna je na to pripravljena. Storitev SiBlagajna lahko uporabijo podjetja, ki prodajajo storitve in blago za gotovino ali sprejemajo kartice preko POS terminala. Namenjena je predvsem tistim pravnim osebam, ne glede na branžo in vrsto dejavnosti, ki so do sedaj za izdajo računov uporabljale paragonski blok, stare registrske blagajne ali zastarele DOS programe, kot tudi zahtevnejšim uporabnikom, ki iščejo novo in ugodnejšo blagajniško rešitev. Začetek uporabe blagajniške storitve bomo prikazali v 3 korakih: sklenitev naročniškega razmerja, namestitev administracijskega portala, ki je namenjen lastnikom oziroma zastopnikom podjetja, ter namestitev blagajniškega programa, ki je namenjen vsem uporabnikom blagajniškega programa. Ko na prodajnem mestu ali pri vašem poslovnem skrbniku izrazite željo po storitvi SiBlagajna, bodo poleg običajnih podatkov o podjetju želeli izvedeti tudi vašo kontaktno telefonsko številko, saj boste kot prvi korak do namestitve prejeli SMS sporočilo z uporabniškim imenom, geslom in povezavo, preko katere namestite administracijski portal. V sklopu organizacija pričnemo z vpisovanjem podatkov o podjetju, poslovnih prostorih, plačilnih napravah, uporabnikih in tako naprej. Polja, ki so obarvana svetlo rdeče, so obvezna za vnos, v pomoč pa so nam polja z dodatnimi informacijami. Nadaljujemo naprej v sklopih prodajne nastavitve, kupci, poročila, nastavitve. Na desni strani administracijskega portala lahko spremljamo vodnik za začetno nastavitev sistema, ki nam prikazuje, katere korake smo uspešno zaključili in kaj moramo še vpisati.